Ja, lep pozdrav tudi v studiu Figovec. Nahajam se trenutno v Domžalah in sicer z mano ni samo Jasna, ampak tudi Miha Culiberg, saj imata skupaj družinsko podjetje. Lepo pozdravljena oba. Torej Mini City, ki se sicer nahaja v BTC-ju, bo tokrat ponovno žal zaprt že drugič letos, nazadnje ste ga povečali za 300 kvadratnih metrov. Lahko pričakujemo to tudi tokrat ali imate kakšne druge načrte, zdaj bo verjetno zaprt? Ja, jaz mislim, da s širitvami smo ta hip malo zaključili. Saj Mini City je zdaj res lepo povečan, pa tudi lahko sprejme ogromno otrok. Ta lockdown, ko prihaja, sigurno za nas ni najljubša stvar, verjamem pa, da je nujna, tako da pač jo bomo športno prenesli, no, pa se tudi mi prilagodili temu. Imamo pa že pripravljene tudi načrte, kako tudi v času lockdowna našim gostom, obiskovalcem pa tem, ki nas sledijo, nekako ponuditi tudi zabavo preko drugih kanalov, pa jim s tem malo skrajšati počitnice ali pa polepšati počitnice, potem morebitno podaljšanje tega zaprtja. Ja, med zadnjim zaprtjem ste pravzaprav tudi lansirali to spletno Mini City stičišče in pa stičišče za igranje. Kaj točno pravzaprav lahko tam naši gledalci tudi najdejo? Komu je to namenjeno? V bistvu smo takrat v 13. marca zelo hitro odreagirali in smo nekako se zavedali, da Mini City nudi toliko poučnih in didaktičnih vsebin, da bi bilo škoda, da ne bi tega lahko gledali tudi na distanco. Hitro smo najeli produkcijsko hišo in naše kotičke, ki nudijo res pol ure poučnih vsebin, posneli, delno jih pa prenašali v živo, se pravi, da se je animator preko Zooma v živo pogovarjal z otroci, ki so bili na drugi strani za računalniki. In to so zakupila podjetja, ki imajo recimo zelo mlad tim, ki ima še zelo majhne otroke doma, in ko so imeli razne konference in so mogli biti priključeni na sestanke, so starši želeli, da so otroci nekako pod nadzorom, v smislu, da imajo na drugi strani neko koristno, nadzorovano, poučno vsebino, ki je tudi konec koncev skladna s slovenskim šolskim kurikulumom in seveda lahko dopolni neko praktično in teoretično znanje, ki koristi tudi v šoli. Že vmes smo razmišljali, da se kaj takšnega lahko ponovi in smo to še razširili, nadgradili. Zaradi razširitve teh 300 kvadratov smo dobili vmes tudi nove vsebine, nove partnerje in nove hišice, tako da smo zdaj v tem času snemali tudi te novosti, da bo program zdaj v bistvu bogatejši, čim bolj ga bomo skušali prilagajati, da bo še bolj živo, da bo čim bolj interaktiven, da vidimo tudi feedback otrok na drugi strani, tako da to je zdaj v planu. No. Kaj konkretno pa naprimer zdaj na spletu, če se malce bolj na to osredotočimo, kar bo zdaj bolj aktualno, kakšne so te vsebine? Gre to za igrice, gre za pripovedovanja, za učenje s profesorjem? Ne, v bistvu je nekoliko drugače. Mini City je kot majhno mesto. Mesto kot mesto ima hiše s hišnimi številkami, ulice, strehe in okna in vsaka ta hišica, ki jih je več kot 40, je v bistvu prava majhna poslovalnica. Govoriva o pekarni, banki, zgleda tako, kot da si šel v pravo banko, samo da je na neki manjši kvadraturi. In otroci se v bistvu poučijo o vsaki od teh, rečimo, panog, branž, vključujoč vse poklice, ki spadajo zraven. Neko celostno sliko dobijo, se pravi od nekega ogrevanja skozi teorijo, kjer animator preveri njihovo predznanje, vidi tudi, kakšen interes ima tisti dotični otrok, ne? In v bistvu vodi skozi dialog, skozi kreativne delavnice. Otrok ima prej preko staršev pripravljena čisto simpel, kratka navodila, da rabi papir, škarje, neke res preproste stvari, ki so ponavadi že doma. Tako da je tudi nekaj ustvarjanja, razmišljanja, kvizov, izzivov, vmes se spustijo kakšni vnaprej posnetki, ki so pa vedno zelo drugačni, niso teoretični, ampak animator kaže, ne vem, odpre bankomat, razloži, da denar ne pade z drevesa, pouči o tem, da je treba denar zaslužiti, kako je sploh denar nastal, kaj so še druga menjalna sredstva, potem otroka pozove, da sam razmišlja, da da svoje odgovore, spodbudi neko tekmovalnost,
nagradi, popravi tistega, ki mogoče tega ni vedel in ga spodbudi, da razmišlja naprej. Tako da ni čisto to neki profesor način predavanja, ker otroci bolj naučijo, on pa predava, ampak je zelo interaktivno, no? Tako da neka taka edinstvena izkušnja še vedno. Je sicer tudi v fizičnem prostoru podobno? Ali to pomeni tudi, da imate 40 animatorjev na mestu? Tako je, imamo 40 animatorjev v celem Mini-Cityju, to so skoraj vsi pedagoški delavci, ki imajo pedagoško predznanje ali pa so glih na koncu študija absolventi pedagoške fakultete. To je nekako naš cel tim. Kadar so bili vrhunci, zdaj jih sicer ni bilo zaradi situacije s korona, ampak predtem so znali biti petki, sobote, nedelje ali pa, ko je bilo več rojstnih dni sočasno, tako polni, da je dobesedno v vsaki hišici bil svoj animator, sicer pa prilagajamo število animatorjev seveda število obiskovalcev. Nekako 7 do 8 otrok je kvota na enega animatorja, kar pomeni, da en animator recimo pokriva, ko je manj obiska, 2 ali pa 3 hišice, in se na pol ure premika v vsako drugo hišico, tako da nekako enakomerno obdelamo vse hišice vsak dan. In potem otrok lahko glede na svoj interes, njegove želje izbira, v katero gre. Ko so pa kakšni posebni vrhunci v tej hišici, ko se izvaja nek eksperiment, ko gostimo policaja z psom čuvajom ali pa pravega gasilca dodatno ali karkoli, se pa tudi po mikrofonu napove, zdaj se začne v tej hišici eksperimenti z vodo, vabljeni tja, ne, recimo. Ali to lahko otroci še izkusijo danes v BTC-ju? Danes še lahko, danes do konca dneva čakamo še, kaj pomeni, da se zapira stvari soboto ali v soboto, tako da ura še ni vsaj meni neznana, no. Ampak sem verjetno bomo kar danes počasi zaključili, potem smo pa pripravili na ta čas, tako da ravno smo sodelavci na vezi, da pripravimo vse te video vsebine. Tako da mislim, da bomo pa v tem lockdownu pa prišli še malo bolj nasprot našim obiskovalcem, pa v pomoči naših teh poslovnih partnerjev, tudi kakšno vsebino več ponudili brezplačno, se pravi, da bo čim več tega na voljo, da skrajšamo že tako kratke zimske dneve, ampak vsem, da jih malo tudi polepšamo. Tako. Se pravi, vse, kar ste pripravljali za počitnice prihodnji teden, boste zdaj preselili na splet. Kdaj pa bo to na voljo? Se pravi, bo to na voljo cel dan, je to samo omejen čas? Zadnje stvari moramo še doreči, verjetno bomo imeli kot bi rekel, neko oddajanje v živo 4 ure na dan. S tem bomo začeli v ponedeljek. Upam, da bo vsa tehnika delovala tako, kot smo si zamislili, se pravi, ponedeljek bi radi začeli, pa potem bomo videli, koliko časa bo vse skupaj trajalo. Tako da mi imamo animatorje, imamo na voljo, bomo pa tudi pazili, se pravi, to bo v bistvu na 1500 kvadratnih metrih bo en animator sam pred kamero in prek tega potem prišel v domove k tistim staršem, ki rabijo malo pomoč pri animaciji svojih otrok. Se pravi, animatorji bojo pa še vedno v Mini-Cityju? En sam bo, no, tako smo rekli, se pravi, tudi mi bomo pazili na to, da se nam ljudje ne srečujejo. Tako da so pa vsi tako sposobni še iz prejšnje runde, se pravi, da zna vsak sam odpeljati program. Zakaj pa v Mini-Cityju? Zato, ker bo program potekal neposredno iz igralnih enot, to pa od doma ne bilo mogoče izvajati. Se pravi, tako da prikažemo čim bolj tisto, kar delamo takrat, ko smo normalno odprti, da prikažemo tudi zdaj preko nekih drugih digitalnih kanalov. Kje na spletu vas lahko najdejo? Verjetno bo vse skupaj potekalo kar prek Facebook streaminga, mogoče bom pa še kaj dan na YouTube gor. No. Tako da bomo pa sigurno prek teh kanalov, preko vikenda obvestili točno, kje nas najdejo, pa tudi poskrbeli, da bojo vsi enostavno prišli do te informacije. Mogoče samo še dodam, veliko teh, rečiva, teoretičnih idej in vsebin, kaj lahko pa otroci že počnejo doma, tudi že ta vikend, je pa že na spletni strani minicity.si, stičišče za otroke in starše, v bistvu tam so pa en kup idej, kreativnih nekih ustvarjalnic, ki smo jih sproti zdaj še dodajali, tako da je že veliko nekih idej, kako lahko tudi pametno pa poučno preživijo čas otroci in starši skupaj že zdaj. Nimata v svojem podjetju zgolj upravljanja z Mini-City, o katerem smo govorili malce prej. Kot boste lahko zdaj izvedeli, je tukaj zraven še ogromno enih drugih dejavnosti. Naprimer, v Mini-Cityju ste izvedli tudi dogodek Okrogli trebuščki. Kaj točno pa ste na tem dogodku izvedli?
Ja, v bistvu so okrogli trebuščki že več kot 4 leta star podbrand Minicitya, kajti pred 4 leti smo zaznali, da v Minicity prihaja tudi ogromno nosečnic, ki že imajo enega otroka ali pa spremljajo druge prijateljice z otroci. In smo hitro videli, da je Minicity, ki je zelo interaktiven in izkustven, tudi krasna priložnost, da nekako nagovorimo bodoče mamice, ki bodo lahko naše obiskovalke, da nas poznajo še preden so mamice. Po drugi strani pa imamo res bogat dostop do podjetij, ki so že naši partnerji, teh je trenutno 61, ja, in seveda so tudi strokovni na področju raznih storitev in produktov za nosečnice in dojenčke. Zato smo rekli, sama kot mamica, 3-krat sem šla čez šolo za starše, sem v bistvu videla, da je to krasno, nujno, zelo veliko ti da nekega znanja, je pa v tisti veliki dvorani zelo teoretično. Ti nimaš možnosti poskusiti, previti ali pa nekaj potipati, ker si v veliki dvorani. In smo rekli, v Minicityju bi pa lahko naredili to kot neko nadgradnjo obstoječih šol za starše, v smislu, da je bolj interaktivno, bolj izkustveno in seveda v mnogo manjših skupinah. In zraven smo povezali tudi mreženje, da stkemo neke niti med temi mamicami, da si bodo lahko pomagale, skupaj vozičkale, zvedle kakšne izkušnje ena od druge. Tako da teh serij okroglih trebuščkov smo naredili že precej. In tudi letos so v planu bili skupno 2, tako, zaradi korone 2. In prejšnjega, ki je bil v septembru, smo z dovoljenjem NIJZ lahko izvedli. Smo bili zelo veseli, da nam je to uspelo. Protokol in cel sistem smo mogli obrniti na glavo, zato ker prej smo imeli vedno 150 nosečnic sočasno, kar zdaj ni bilo možno. Zato smo morali to deliti v mnogo manjše skupine, paziti na razkužila, maske in pa tudi, da ni bilo stika med temi potmi krožnimi, ne. Kar se je pa izkazalo, mi smo se zelo trudili, zelo bali, kakšen bo feedback in nosečnic in podjetij, ki so tam strokovno predavali. In se je izkazalo v bistvu, da je to bil najboljši dogodek. Zakaj? Očitno je podjetjem, strokovnjakom, predavateljem, zdravnikom izjemnega pomena ta stik skoraj 1 na 1. Da lahko vprašajo nosečnice neke bolj osebne stvari, ko v eni dvorani 500 verjetno ne bi, pa tudi zvejo nekako na drugačen način, ko so tako v res skupini 2-3. Tako da je bil dogodek fantastičen, res največ pohval je dosegel, naslednji je planiran marca, pa sedaj novembra, tega novembrskega bomo najverjetneje morali preseliti popolnoma na splet in ga narediti na ta način, kar bo tudi za nas novo, potem marca pa upam, da bo spet v živo. Pa so tu neki dogodki, na katere se ponavadi vračajo iste nosečnice oziroma isti otroci, isti obiskovalci? Ja, lahko povem kar iz osebne izkušnje, ker sem na tem zadnjem septembrskem dogodku bila ena predavateljica ene teme tudi jaz. In kar nekaj je bilo takih, ki so bile drugič ali pa tretjič noseče in so se ponovno vrnile. To nam kaže in daje neko potrditev, da so bili pretekli dogodki kvalitetni in dobri, da so želele priti ponovno. Hkrati pa mi teme predavanj menjamo. Tako da tudi če so bile, so zdaj se srečale z drugimi vsebinami, znanjem, pa tudi spoznale druge nosečnice. Tako da ja, kar nekaj se jih vrača. Ali vse te ideje izhajajo iz vajinih izkušenj, kaj sta mogoče pogrešala kot starša? Ja, mi imamo eno to zgodbo sestavljene družine. Jaz mislim, da v Sloveniji kar precej pogosto. Jaz imam 2 otroka z prvega zakona, pa skupaj ima 3. Tako da otrok je kar nekaj, tako da sigurno tudi neke privatne izkušnje so zraven bile tiste. Drugo pa je, da to delo s poslovnimi partnerji Minicity, se pravi temi podporniki Minicity, tako rečem, ki se pa nas predstavljajo s svojimi vsebinami. Tudi oni so pokazali, nekako nam povejo, kaj si želijo. Pa jaz bi tako rekel za vse one, ki mislijo, da gospodarstvo je tisto, ki, bom rekel, samo išče svoj zaslužek. Naša izkušnja s temi poslovnimi partnerji je to, da imajo res dobre vsebine, se pravi zadnje ogromno neke stroke in obstaja neka želja, da to znanje predajo in pokažejo naprej, jasno čez svoj brand, ampak jaz v tem ne vidim nič slabega, se pravi preko tega, bom rekel, neke družbene odgovornosti, družbeno odgovornega oglaševanja.
uspejo ponujati potem tudi tem, bom rekel, nosečnicam, otrokom in tako naprej neke zanimive stvari. Tako da je vse skupaj splet idej nastaja v tem povezovanju, ali ne bo to družinsko med nama ali pa med temi poslovnimi partnerji, tukaj pa dobivamo nove ideje. Vsako stestiramo, tukaj sem mogoče malo manj analitična, se pravi včasih, ker v želodcu začuta, kaj bi bilo fajn. Smo se tudi že kaj upekli, pa sigurno se še kaj bomo, ampak recimo konkretno okrogi trebuške pa stvar, ki se je super prijela. Verjamem pa to, da kar bomo delali v digitalni obliki, bomo še širšo ciljno skupino zadeli, pa še nekaj se že kaže, da ta korona ne bo kratkoročno vplivala na dogodke, ampak da jaz mislim, da bomo tudi prihodnjo zimo, pa še kakšno zimo naprej, dokler tole spomin zgodovinski malo ne izveni, bomo bolj previdni. Tako da probamo te kanale postaviti tudi dolgoročno, se pravi za komunikacijo z našo ciljno skupino. Mogoče se to, da mislim, da se tukaj pogosto upreva tudi na najni tim, da imamo zelo dobro ekipo, ki jo spodbujamo k temu, da nočemo med nami kimavčkov, ampak želimo nek feedback resničen, zakaj se sodelavci s tem strinjajo ali pa ne, da res naredimo, kaj so benefiti, pa kaj so lahko neke slabosti. Tako da ta ideja, ki pride ali od naju ali od tima, jo vedno bolj skupaj pogledamo z več zornih kotov in imamo tudi zelo različne profile sodelavcev, ki smo si tudi karakterno zelo različni in če skupaj rečemo, da v to verjamemo, potem je to res skoraj obsojeno na uspeh, ker tako različni ljudje, ko smo, ko vsi odkljukamo iz sebe po svojih vrednotah in preverimo čisto, kako bi lahko produkt živel na trgu, ponavadi se zelo dobro obnese. Samo ime te ideje, okrogli trebuščki, da se točno tako imenuje, s tem dotičnim imenom, se je pa zmislila najna dobra sodelavka Meta, ki je bila takrat na začetku z nami. No pa zdaj preden nas čas prežene, mogoče še čisto na kratko o aplikaciji MyNanny. Kaj to nam torej pomaga, da najdemo varuško? Kako sicer to deluje v korona časih in kaj to pravzaprav je? Ja, aplikacija MyNanny je tudi nastala iz neke osebne potrebe, midva sva kar precej koristila varstva, tudi zdaj ima, bom rekel, kar enostavno varuško Uršo, ki nam veliko pomaga tudi zato, da se mi da lahko malo več ukvarjajo tudi s temi projekti. Kaj smo ugotovili takrat je, da je trg, se pravi dostop do varušk precej obtežen, obstajajo sicer neki internetni portali, kjer je precej zahteven postopek registracije, večina je nekaj plačljivih in tako naprej. Na drugi strani pa tudi varuške niso mogle nekako priti do staršev, da bi se povezali med sabo. Mi smo tudi tukaj zagnali projekt v duhu neke družbene odgovornosti. Mi smo reči, da ta hip je ta projekt aplikacije deluje. Mi imamo v aplikaciji skoraj 1000 varušk, ki ponujajo svoje usluge varstva. Zaenkrat to aplikacijo je popolnoma brezplačna. Jaz si želim, da bi kot taka tudi ostala. Tudi tukaj računamo na podporo podjetij, da bi bilo to zagnano kot nek družbeno odgovorni projekt, se pravi ciljna skupina staršev, pa na koncu dneva tudi ciljna skupina varušk je za določena podjetja zanimiva in jaz bi želel, da nas podprejo, da ta aplikacija ostane popolno odprta, kot je zdaj. Deluje nekako po principu Airbnb-a, se pravi, tam so varuške, imajo svoje ratinge. Te ratingi se zdaj počasi gradijo, se pravi, mi smo aplikacijo lansirali med prejšnjim lockdownom in odziv je zelo lep. Dostakrat so nas vprašali, pa kdo bo pa koristil varuško preko spleta, ko nima referenc, ko nima tega. Jaz ko pravim, rating verjetno je tisti realni rating, najboljša ocena kvalitete, bolj kot vsaka diploma, če en starš pohvalil, verjetno je res nekaj dobrega bilo na tej varuški. In pa še drugo, vsi si predstavljajo enega nebogljenega dojenčka, ki ima neko varuško tam, pa se ne ve, kako se bo obnesla. Večino varstva se rabi za starejše otroke, ki znajo tudi že povedati, mami, ta varuška pa ni bila v redu. Tako da jaz se tega ne bi preveč pretirano bal, tudi sama se vsakič, ko spustiš varuško noter, ko to prvič spustiš, moraš narediti to neko samo oceno varuške, v vsakem primeru ne glede na to, kje si jo našel. Se pravi, deluje nekako po principu Airbnb-a, samo da je za razliko od Airbnb-a popolnoma brezplačna za obe strani. Tako da tukaj poziv tistim podjetjem, mogoče, ki bi nas želeli podprti v teh naporih, da to tako ostane, da so dobrodošli, da tudi potrkajo na naša vrata. Smo pa ravno v fazi, ko to nekako podporniško mrežo gradimo v zadnjem. In seveda tudi tukaj vas lahko najdejo na družbenih omrežjih in na spletu. Na kateri spletni strani?
v myneni.si. Tako, marsikaj lahko torej najdete še poleg tega na družbenih omrežjih in na spletnih straneh, o katerih smo govorili, tako da če potrebujete usluge, zdaj veste, kje jih najdete. Najlepša hvala za ta pogovor. Z nami sta bila Jasna Žalar-Culiberg in Miha Culiberg iz Minicity in MyNanny, pa še nekaj stvari, ki jih danes nismo omenili, Too Many for Granny, in seveda okrogli trebuščki, o katerih smo tudi povedali.